Pozdravljeni. Danes po Kranju, Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici se oglašamo iz Maribora. Regional Special, projekt koprodukcije Sigic in Center za kreativnost. Tokrat se dogajanje predstavlja v Centru za kreativnost, projektni pisarni v Mariboru. Z nami pa so gostje iz lokalne glasbene srednje, Ana Bezjak, pevka in pedagoginja, Ramis Derlič, gostinec in pa glasbeni producent in še kaj, Robert Novak, glasbenik, član zasedbe skupine Midva in lastnik agencije Gaža, in pa Matici Rep, ki predstavlja Glas podzemlja, sicer pa tudi pevec v glasbeni skupini Stari pes. Tako, vsi pozdravljeni. Danes smo se srečali zato, da skupaj razmišljamo o Mariboru kot nekdaj še v Jugoslaviji so rekli Liverpoolu jugoslovanskem, zaradi množice glasbenih zasedb. Danes pa kulturni prestolnici in pa nas pa zanima, kakšna je vloga glasbe, kakšna je vloga glasbenih produkcij, vloga glasbenikov, lokacij, kakšna je simbioza med gostinstvom in glasbeno produkcijo. Se pravi, gre za različne vidike, ki na nek način govorijo o razvoju glasbene scene in bi mogoče tukaj, glede na to, Ana, da si ti v vlogi pevke, ampak tudi pedagoginje, ki vidiš na nek način tudi, kakšna je v bistvu podmladek na področju glasbe. Kako ti ocenjuješ trenutno stanje, se pravi 2021, ki je sicer covidno leto, ampak vseeno, kaj pomeni za dogajanje v glasbi? Koliko vem, si pred nekaj dnevi tudi imela koncert v Vetrinskem dvoru, če se... Tako je. Se pravi, se dogaja. Se dogaja, nekaj se dogaja. Mogoče letos ni najbolj reprezentativno leto, to je res, ampak lahko pa, če pogledam od nekje začetka spremljanja glasbene scene, nekje od začetka moje srednje šole, najprej kot samo poslušalka, pa kasneje kot najprej pedagoginja, pa kasneje tudi izvajalka, se seveda je marsikaj spremenilo, marsikaj zaživelo, marsikaj zamrlo. Meni se zdi Maribor kot eno zelo kreativno mesto, ki pa bi mogoče jaz izhajala iz tega, da je ne samo za mlade glasbenike, ampak tudi za celotno poslušalstvo se treba prilagoditi ali pa biti pozoren na to, da je zelo prehodno mesto. Torej mladi, ki so nekako publika, ki se mora vzgojiti v to, da posluša glasbo, da obiskuje dogodke, ali pa tiste glasbenike, ki jih vzgajamo, da bodo nekoč sami stali na odru oziroma jim dajemo priložnosti, da se preizkusijo, ker drugače tega ne morejo sprobati, kot da to enostavno počnejo. Bi lahko rekla, da je mogoče v zadnjih 20 letih zelo, sploh v nekem z mojega džezovskega stališča ali pa nekje področje džeza pa improvizirane glasbe pa nekih sorodnih zvrsti, se je marsikaj zgodilo, marsikaj spremenilo in na žalost tudi marsikaj popolnoma zamrlo. Veliko mladih, pa tudi ne tako mladih, kvalitetnih in perspektivnih glasbenikov prihaja iz Maribora in okolice. Tudi sama sem zelo vesela, da sem imela z njimi čas delati in pomagati pri izobraževanju. Nekateri izmed njih odlično peljejo svojo stvar naprej, se razvijajo, so našli nek kanal, kako iti naprej, pa potegniti za sabo tudi ogromno ljudi. Bi pa rekla, da bi lahko tega bilo še veliko več, ker Maribor, kljub temu, da je majhno mesto, je pa veliko večje, kot si zaslužijo tisti, ki delajo dogodke, tisti, ki nastopajo, pa tudi publika si zasluži malo več enega kulturnega prostora pa sobivanja z vsemi, ki ustvarjajo to. Ko smo govorili, danes ti reprezentativno leto, spomnim se leto 2010,
mislim, da ste takrat, je bilo kar nek tak naboj tudi okrog glasbene skupine, kateri del si bila, to je bila skupina Papir, kjer ste se združevali nekaj zelo različni, po drugi strani pa zelo podobni glasbeniki, ki na nekaj vsak deluje po svoje, dela svojo kariero, ampak takrat se je v bistvu okrog tega projekta dvignil kar nekaj prahu, oziroma je kar pustil nek pečat, pa se še na nek način kako primerjaš recimo takrat, ko si bila recimo del tistega dogajanja, ki se mi zdi, je kar zaznamoval? Ja, tisto je bil en projekt, ki rečemo, da je zdaj bolj ali manj pri koncu, v katerega smo po eni strani res bili nekako iz podobnih zvrsti glasbeniki nabrani pod vodstvom Roka Vilčnika, ki je takrat projekt postavil na noge z različnimi avtorji glasbe. Tisto je mogoče bil en zametek pa spodbuda za nekatere zasedbe, ki so takrat z nami ali pa malo za nami tudi nastajale. Je pa vsak izmed nas, ki smo v tej zasedbi delovali, že takrat, pa še prej, pa tudi kasneje, delal tudi seveda druge projekte, ki so mogoče ravno zaradi uspešnosti tega projekta bili tudi malo bolj obiskani, pa malo bolj prepoznani. Mislim, da je takrat to kot se poimenovalo kot neko gibanje Nove popevke, pritegnilo v nekem trenutku ogromno, predvsem lokalnega poslušalstva, širše gledano, pa seveda so še taki, ki nas še vedno niso slišali za Papir, tudi ki bi mogoče poslušali to zvrst glasbe, je pa seveda se razširilo potem še marsikam drugam in tudi z drugih koncev so začele mlade zasedbe nekako po nekem tem vzoru oblikovati svoj glasbeni stil. Hvala, zdaj zaenkrat za prvo bomo se še vrnili, bi pa glede na to, kar je povedala Ana, ki je izpostavila ta pomen nekega razvoja, evolucije mladega glasbenika, mogoče naslovil Matic na tebe, ki kot član glasbenega podzemlja, ki je tudi nek, kreativni hub, glasbeni hub mariborski, ki že deluje, ki je na nek način daje prostor, možnost za produkcijo, ki izvaja določene, tudi po narekovaj gverilske akcije v mestu. Kako ti vidiš v bistvu ta razvoj oziroma evolucijo glede na to, da tja prihajajo, odhajajo vedno novi glasbeniki, predvidevam? Ja, dosti oziroma v začetku sodelovanja smo pač bili mi, ki smo bili tam na tem placu, tako imenovanem oziroma podzemlju, pod glavnim trgom, tisti, ki smo dejansko tam delovali, ki smo imeli, neke skupine glasbene, ampak slej ko prej smo, prišli do tega, do spoznanja, da pač treba nekako počasi mladim dajati prostor oziroma pač gledati, občutiti neke zadeve, ki se okrog tebe dogajajo, torej v bistvu dati prostor nekomu, ki je v končni fazi, bolj ustvarjalen od tebe ali pa nekaj, mogoče je tudi bila neka zadeva, kjer smo mogli poglihati svoje egote, ampak ja, mladi, treba si je delati oziroma pod mladek, dati jim pač prostor, Ampak recimo, kar ti opažaš, kaj najbolj potrebujejo? Najbolj potrebujejo to, da imajo mir pa nek prostor, da lahko delujejo, ali da rabijo neko mentorstvo nekega starejšega in da se v bistvu te generacije mešajo. Kaj se ti zdi najbolj pomembno, ali pa kaj je bilo za tebe pomembno? Zdi se mi pomembno to, da se vklopijo potem v družbo. Dosti lažje gre to preko nekih ljudi, ki že poznajo naprimer glasbeno družbo tu v Mariboru, oziroma jih lahko lažje spravijo potem do nekih ušes, na katere pač morajo slišati, za njih. Tako da ja, ta pomoč pa, dajanje priložnosti se mi zdi zelo pomembno. Se je tudi zgodilo, da imamo zdaj že enih tak par mladih zadev, ki so potem tudi odšle od nas z nasmejanih lic pa nekih novih izkušenj oziroma vedenj.
Hvala zdaj, bi pa tudi kar nadaljeval mogoče s tabo, Rami, zaradi tega, ker ti si pa praktično kot nek staroselec v pekarni z klubom MC, rekel, v srčje pekarne, kjer stoji ta peč, ne, že od nekdaj dajo tudi priložnost in pa prostor glasbenikom, ki so bili tam vaje, ki so na nek način imeli možnost odra in publike, ne, kar je pomembno. Kako ti gledaš v bistvu na nek način kreativni hub, ki je čez dan, zvečer pa je lokal? Moje osebno mnenje je, da je zelo dobro, če recimo glasbeniki imajo kje izraziti tisto, kar ustvarjajo, se pravi tisto umetnost, se pravi tisto, kaj iz srca nastaja, da pride nekam, ne. Se pravi, prostore rabijo za nastope, za snemanja, za podobno, za vaje, ne, nazadnje so prostori za vaje ena temeljnih problemov v mestih, ne. Medtem, mogoče, ko na vasi se lažje tam v nekem skednju dobijo taki narodno-zabavni bendi, ja, ustvarijo, ne, tam ne bo nišče, ampak tu v Mariboru v stanovanjih pa to ne moreš v moji vasi benda imeti, ne, ker pač ne gre in to je nek strošek, ki je včasih nepremostljiva ovira za nastanek neke sinergije, ne. Kar se pa tiče podpore, neke kot take nisem najbolj pristaš pretirane podpore, pa mentorstva pa tega, ker se mi zdi, da če bomo vse vzeli v svoje vajeti, ne bojo nastajale nove stvari, ne. Ker bojo tisti, kateri bojo v naših vajetih, recimo teh, ki že dolgo smo v tej sceni, bojo imeli dosti več priložnosti kot neke organsko nastale zadeve in po mojem ni pametno, da jih pretiramo. Se pravi, mi kaj moramo pogoje vzpostaviti, da nastajajo te neke sinergije, da lahko izražajo se skozi umetnost, predvsem mlade tudi vzgajati skozi izobraževalni sistem in podobno, ne. Spravi samo pogoje, ampak nekako pa prepustiti, da se te stvari zgodijo organsko, ne na silo, ne. Kar se tiče prostorov, pa tako vemo, kak je, ne. Za različne neke scene obstajajo prostori za nastope, za neke ne. Tu ne govorim samo o prostori za nastope, tu govorim prostore medijske pozornosti, tu govorim prostore financiranja tega, ne. To je en kup nekih deležnikov, ki jih je potrebno pretehtati. Jaz mislim, da bi en del tega morala definitivno pokrivati neki kulturni sektor, ker ne nazadnje, to so sredstva, ki se vračajo in podobno, ne. Se pravi, nekako zaznavati potencial, jih pomagati jim, razvijati jih, ne, in podobno. Pa recimo pekarna je kot nek prvi tak, bom rekel, niti ne kulturni center, alternativni kulturni center, kakorkoli. Kakšno stanje trenutno? Glede na to, da včasih so bili in, ne vem, hladilnica in, ne vem, in MC in, bom rekel, tudi so bili različni prostori, kjer so bile tudi žanrsko že skoraj razdeljene prostori, ne. Recimo, kaj zdaj? Ne? Zdaj včasih je bil tudi teater tam, zdaj tega ni, ne. Kaj je v bistvu s tem glasbenim, bom rekel, to z prve roke, ker si pač ti tam? Ja, se pravi, v pekarni so še bendi, se pravi, ima neka benda, ima prostore, kjer lahko ustvarjajo, nekaj jih je izgubilo prostore v začetku obnavljanja upravne stavbe. Kar se pa teh prostorov za uprizoritve, se pravi za izvajanje, pa res je zmanjšalo število. V pekarni upamo, da se bo kmalu spremenilo, ker delamo na tem z občino, da bi neka razmerja uredili, po katerih bi lahko aktivirali spet te prostore. Trenutno smo zdaj za nekih koncertnih, po teh prostorih smo na dveh, dejansko Gustav pa MC. In to vsekakor ni dovolj, ker se ne moremo profilirati, če hočemo spodbujati vse te neke podzvrsti pa to, se težko profiliramo, ker imamo neko odgovornost do nekih scen, ne. Tako Gustav kot mi imamo odgovornost do nekih scen in
Se pravi, ne moremo tako, kot je včasih bilo, ne, da bi zdaj hladilnica bila za elektroniko in podobno, moramo zdaj nekako si razdeliti ta kolač, da zadovoljimo nekako publiko, ki rabi pač to participacijo. Hvala za enkrat. Robert, zdaj ti si Mariborčan, deluješ večinoma glasbeno v Šmarju pri Jelšah, če sem prav seznanjen, ne? In se pravi, nekaj čin na glasbeno sceno gledaš kot outsider, ne? V Mariborsko. Z katerega? Ja, ne bi čisto rekel, glede na to, da si že prej omenil, da imamo agencijo, ampak se slika glasbenega. 3 mariborske bende, recimo, ne. Tako da ne, ravno to je bil tudi razlog, ne, eden izmed razlogov, ne, da sem v bistvu to agencijo odprl, ne, zato ker sem videl, da je v bistvu problem, kako sploh spraviti na tržišče nek projekt, ki je vsaj delno uspešen, ki je torej se dotakne ljudi, so začeli popraševati, poslušati, ne. In to so projekti tipa Leonard, akustični, Alostari in tako dalje, ne, ki so že v Sloveniji kar znani, ne, mislim, že nekaj časa delujejo, imajo posnete projekte, se redno vrtijo na nekih radijskih postajah. Ne govorimo do tržišča, se zadeva pač zelo drugače obnaša. Ne. V bistvu, ne, prvo spoznanje je to, ne, da Maribor kot mesto, ljudje, ne vem, pač vsi skupaj nekako ne cenimo te lastne produkcije, ki jo imamo. Ne. Enostavno lažje spravim na oder te omenjene kje druge kot tukaj. Če pa že, pa seveda, ja, vi ste naši, boste pa to za hamburger. Kje bi bila težava? Recimo, jaz mislim, da ste že vsi tako delno nakazali, zdaj, kaj ti misliš, kje bi lahko bila težava, zakaj temu ni tako, se pravi, da bi lastna publika, ker jaz se spomnim časov, ko sem bil, ne vem, najstnik, kjer so pač lačni Franci, si mogel biti na vsakem koncertu, ne, ki se je zgodil ali na Štuku ali kjerkoli je pač bil, si pač mogel iti, ne. Ali kot študent v Ljubljani, ko je bilo v menzi, si pač mogel iti, ker je pač to bil mariborski bend in je bil nek ponos je bil, ne. Zdaj, ali je to zdaj pomanjkanje promocije, se pravi, da se enostavno ne promovira, ali so vsi priklopljeni samo, bom rekel, na YouTube, pa to, kar je neke mednarodne produkcije, da se pač niti ne spremlja več domača scena, ne. Ali pa v bistvu, ali je v bistvu glasbena scena sama kriva, da mogoče se ne producira bolj. Ja, v bistvu, menda vse, kar se omenil, ne, je to nek seštevek tega, kar si zdaj povedal, ne, v bistvu zdaj konkretno, ne, jaz mislim, da v Mariboru manjka support, ne, strani, ne vem, občine, nekih inštitucij, ne, ki bi vsaj omogočale, ne govorim samo o tem naštetim, torej vsem glasbenim zvrstem, nek prostor, tako je že Ramis prej omenil, ne samo za vaje, tudi za nastopanje, do 500 ljudi je lahko čisto dovolj. Sem prepričan, da bi se nek prostor v občinski lasti našel, ki bi lahko to omogočal, ne, da bi sploh imeli ljudje možnost iti te bende poslušati. Lačni Franci so takrat igrali, so imeli dvorano C, so imeli ne vem kaj vse je bilo, ne, to v Mariboru in je to funkcioniralo. Zdaj tega več ni ali pa skoraj da ni, ne, nekaj klubov je propadlo. Zdaj, kaj bo korona naredila še z drugimi, ne vemo, ne, Pekarna je eden redkih takšnih placov, ker še prihajajo to, bomo rekli, druga, tretja, pa ne vem katera liga, pa underground, ki lahko igra, ne. Štuk, že vemo, kje smo, ne, ok, tam imajo, tam recimo ta contest, show rock, recimo, pa drug stok na drugi gimnaziji, ajde, to so še 2 taka eventa na leto, ampak to sta vse slovenske, so temi vseh koncev vabljeni. Skratka, ni nekega sistemskega suporta, pa tudi vse te inštitucije, ki potem že te malo bolj uveljavne izvajalce bi lahko najemale za neke prireditve, ki jih je malo more, ne raje najemajo vse od drugot, ne, vse sami vemo, da potem gostujemo, jaz nimam nič proti temu, ne, ampak tudi na kakšnih manjših deh prireditev, torej v kakšnem ventrijskem dvoru, kjer je za manj publike, bi nekako morali ti izvajalci dobiti in tudi ostali, ki se nekako spenjajo, avtorsko dokazujejo neko možnost nastopanja, kjer enostavno nimajo, tudi zastojn, ne. To je meni osnovni problem, se mi zdi, zdaj, ko govorimo o Mariboru in mariborski produkciji, mariborskih glasbenikih. Zdaj, ko si to je en vidik, recimo se mi pa zdi ravno za recimo CD papir, ki je išel takrat že kar nekaj let nazaj,
In pa recimo bolj nedavn CD od Marka Groblerja in pa Boruta Gombača, se mi zdi ta vrhunska produkcija, vrhunska glasba, ki pa se mi zdi, tako da je zmanjkalo za neko promocijo. Tega ne slišiš dovolj na radio, to kot mogoče slišiš na radio kakšne druge stvari, ki so mogoče manj kvalitetne ali pa mogoče bolj, da se izrazim, plehke. Ne? Ali je potem tudi, se pravi, ta back office od benda ali pa izvajalca tisti, ki je kriv za to, da se to ne promovira bolj, da se ne pošilja okrog, da se ne dela boljši PR? To je sigurno, ne. Dejstvo je, že tudi če si bil na mentu, ne, večina teh povedala, ne, ko ti štartaš, moraš delati vse sam. Vse to pomeni od izdajanja na digitalnih platformah, do kreiranja, do PR-a, do grafične podobe, do rihtanja špilo, kot se temu po domače reče. To napisati komada. To je pa za začetek, ne. Če tega ni bolj vse ono brez veze, to je tako jasno, ne. Ampak ja, v osnovi mora biti, tu pa se večkrat danes pri tej mladini to konča, ker niso toliko samoiniciativni, že sami po sebi, ne, ker se z drugega sveta, ko se sveta digitalnih tablic, ne, vse je one click, ne, in če se na one click ne zgodi, pa gremo dalje, pa se obrne stran, pa gre drugam, ne. In tu ta support najbolj manjka pri celi zadevi. Vseeno mi smo v Maribor, mi nismo Ljubljana, ne, tam je malo več protekcionizma, sploh z področja medijev. Tam pride recimo mladi band tipa, ki je zdaj bil tu na Večerovi zgodbi, ko je zmagal, no. Joker Out, ne, recimo, ne, oni so dobili takšen medijski prostor, pa da so razprodali 2 cvetličarni mulci, ki so izdali prvo plato. Torej, en Alo Stari, ki je naredil skoraj ekvivalent temu, ne, v Mariboru, bog, če lahko sploh kje igra, sploh ne vem, če letos, ja, igrali so na Lent festivalu. To je bila največja zgodba, kar se tu okoli, in to je to. Tako da, tu je več faktorjev, ne, zdaj, pustimo, zdaj ne bomo spet Ljubljana, Maribor se šli, ampak bi pa lahko neke pozitivne stvari od tam vseeno prezrcalili, vseeno nekim manjšem obsegu, ne, pa sploh dali neko možnost, ne. Verjetno je tu priložnost za neko vzajemno učenje, pa mogoče tudi opazovanje, kako se kje drugje počne, kar se lahko mogoče neke dobre prakse tudi sem prinaša, ne. Zdaj, ko smo ravno govorili, vidva ste zdaj malo prej omenila ta štuk, rekel, contest oziroma to tekmovanje bendov, ne. To je tudi ena taka stvar, ki je na nek način vališče ali pa nek način odskočna deska, ne. Ramiz, vem, da si ti bil že dolgo časa nazaj vključen v te, bom rekel, izbore oziroma na nek način iskanja novih zvezd, ne? Ja, zvezd. Ja, mi imamo vsako letno, zdaj pač zaradi korona nismo imeli, ampak drugače obstaja festival Scena, ki sicer ni platforma za plasiranje nekih novih recimo nastopajočih bendov ali pa umetnikov, se pravi, ni to neka odskočna deska, ampak je bolj želi biti neki povzetek, kar se je v enem letu zgodilo na glasbenem področju, z neki rezime, da vidimo, kam gre glasbena scena in podobno, ne, tako da vsako leto poskeniramo, koliko bendov približno deluje v Mariboru, ali gre gor, ali gre dol, v katere glasbene zvrsti in podobno, ne. Z tega stališča je ta projekt zelo zanimiv, ne. Tako da, ja, mislim, to je, kar se tiče nekih platform ni, ne, medijskega prostora ni, ampak kljub temu jaz mislim, da obstaja pa splet, ne, splet je tisti, ne moremo zanemariti tega, ne, ki je močen medij, ne, in prihaja, je nadregionalen, ne, tako da mogoče ne sodi v rubriko regional special, pa kljub temu, ne. Zagotovo sodi, ker je pač to del današnje realnosti. Ker imaš pa možnosti preboja, recimo takšnega, ne vem, v Sloveniji, če bi lahko ali pa, ne vem, iz mariborske scene Zala in Gašper smo pozabili povedati, ne, ki sta izjemno prepoznana v Sloveniji, ravno na račun teh preprosto Facebooka, YouTubea, Instagrama in podobno, ne, in sta se tako prebila, tudi Ment jih je podprl in podobno, ne, tako da so pač prišli nekje. Je kar nekaj takih izvajalcev, ko so pač nad tem, ne, v
Mariboru bi še mogoče izpostavil Happy Old McWeasel, ki so recimo v tujini, nastopajo na festivali v Franciji, Belgiji in podobno, pa so mogoče celo v enih krajih bolj nekako prepoznani kot v Mariboru, v lokalnem okolju. Ne. Recimo bi pa mogoče izpostavil tudi en taki čisto, ni iz Maribora, prihaja z Gorenjske, band Within This Destruction, samo za primer, za katerega verjetno večina od vas nikoli ni slišal, ne, so pa v tujini, na Japonskem, v Ameriki, ne vem kje, v teh nekih underground prostorih imajo vse koncerte razprodane. Ne. To je tako zanimivo, to je en slovenski band, ki ga recimo niti v MC-u ne moremo najeti, ker smo premajhni, ker imajo agenta Američana, ne. In v resnici moramo z Američanom se meniti za nastop slovenskega benda. Tako jaz, so neke svetle točke, te globalne neke možnosti, ne, ki jih ponuja splet in podobno, tako da ne bi jaz to čisto. Ko smo pa že pri spletu in pri publiki, ki je tako široka, lahko preko spleta, pa se mogoče deloma izgublja in pozablja ta živi stik in tu je nevarnost. Ne? Tu je nevarnost, ker največji užitek tako umetniku, predvidevam, da ne delajo vsi umetniki nekaj samo zase, ne? Nekateri ja, večina, vsaj v glasbi, pa dela za to, da bi to delila z nekimi somišljeniki iz publike. Ne? Tu pa potem pridemo do problema vzgoja publike, ne? Kjer zataji šolski vzgojni sistem. Jaz ne poznam šole, razen druge gimnazije, recimo v Mariboru druge gimnazije, pa vaše, ne, Serž, ki nekako malo popularizirajo to neko kulturo, band, publika, odnos, komunikacija, ne. Se pravi, vsi grejo v vrtcu, greš v lutko na gledališče, ne. Potem v osnovni šoli začneš hoditi v teater, grejo na neke predstave, ne, Topir in podobno, danes ima hčerka ravno bila. To je super, ne, ampak tega nekega stika, ne, in potem že pridejo, mogoče, ko začnejo ven hoditi, so vsi prostori nevarni, pa starši pretirano mogoče skrbijo tudi za mlade, ne, jih ne spustijo nekam, ali pa teh prostorov sploh ni za neke scene, ne. Odkar je salon zaprt, nimamo prostora dejansko, pa Sačmo, ne, nimamo prostora za te neke, bi rekel, za tvoj nastop, recimo, ne. Evo. Pa ne samo za moj, tudi za nastope mojih učencev. Za primer samo, evo, recimo. Jazz glasbeniki, ki bi se morali srečevati na jam sessionih, se ne srečujejo. No, ampak jazz... Se pravi, tu neka kombinacija vzgajanja publike, kako nekako, včasih to bilo nekako simpel, ne vem, mogoče mi lahko pomagate, ne. Včasih je bil koncert v NTC-u, pa so šli vsi, ne. Pa kjerkoli je bil koncert, veš, v šoli, v razredu je bil, ali pa v telovadnici, ne. Ne vem, nekako je, malo so mladi mogoče manj socialni, kot so bili včasih, ne. Zaradi interneta pa vsega tega, ne. Ja, se pravim, zato prinaša dobre in slabe lastnosti. Se pravi, mene preseneča včasih, ne, ko je bil band Infidia, pa ne vem, so bili eni bandi v Mariboru, kjer je bilo jasno, da če naredi ta band koncerti, to so večino bili sošolci, so pol pol šole, koncert, ne, veš, najmanj celi razred, tistih 30, in je bilo prav zabavno opazovati na nekem metalskem koncertu ali pa hip-hop, ali pa to, ko so prišli neki čisto sošolci, pač ker je njegov sošolec in so tudi malo kopirali vse te gibe, ne, se pravi, tu je nastavila neka izmenjava, ne, medkulturna, dejansko, in tu jaz vidim ta vzgojni moment, ki je bil takrat močen, ne. Zdaj pa uspe, prav presenetljivo mi je, da en band iz ene šole, srednje, vem, da so sošolci, pa ne uspe dobiti na koncert več kot 15-20 ljudi iz tega kroga šolskega, ne. Se pravi, pohvalil bi sicer projekte, kot je 20 za 20 od Sokija, recimo pa to, ker se mi zdi, da je bistven, ker počasi se selijo inštrumenti v šole in ta način izražanja, da se, pa ne glede na glasbeno zvrst, da ne bomo zdaj izpadlo, ne, da je rock pa to, s čemer se jaz ukvarjam, da je najbolj pomembno, ne, ampak bistveno je, da prihaja do teh
okrog enega inštrumenta se začnejo neki lepiti, neki ljudje, ne, in to postaja nekaj popularnega, nekaj mainstream v tisti šoli. In to je ful pomembno. Meni je ta projekt čudovit, recimo ravno iz tega vidika, ne, da dejansko prisili šolo, ker so pač dobili podarjene te inštrumente, da ustvari nekaj s tem, ne, da ne tam stoji. Tak, ne vem, kaj se pri glasbi učijo, nekaj se pri glasbi učijo v osnovni šoli, pa se učijo Če lahko jaz povem, ki sem šolana iz tega področja, moja prva diploma je glasbeni pedagog. Tega dela nikoli nisem na tak način, da bi učila v osnovni šoli opravljala, ampak dejansko je zelo malo poudarka na neki sodobni glasbi, kaj šele popularni ali pa nekih alternativnih zvrsteh, se jih omeni, ampak se mogoče v to smer ne vpeljuje na tak način intenzivno snov, kot se naprimer neko poznavanje klasične glasbe, ali pa se ne uči otrok vrednotiti, ne? To se mi zdi meni kot in pevki in pedagogini strašno velik problem. En kup informacij, reč klasična glasba je vrhunska, kar seveda je, ne? Ampak kako potem usmeriti pa izobraziti, da bo nekdo rekel, aha, to je pa zdaj dober rock band, to pa mogoče ni, ali pa tudi sam sebe, pa svoje delo, pa svoj razvoj vrednotiti, primerjati in konec koncev iskati naprej, pa spodbujati na tak način, ne? Spet na katerikoli zvrsti. Kulturni dnevnik, to sem htela omeniti še, v okviru Zavoda Mars je zelo pomembna stvar, ki se dogaja v mariborskem področju, ki mladim, osnovnošolcem, takim tudi čisti iz prve triade, nudi možnost raznolikih nekih glasbenih spoznanj. Sami smo so mentori iz konzervatorija že nekajkrat igrali take tematske koncerte in čudovito je bilo gledati te majhne otroke, ki so potem postavljali vprašanja in rekli, gospa, jaz sem pa bil prvič na koncertu, prvič v življenju sem bil na koncertu. Prepoznavali inštrumente, prepoznavali avtorje, o katerih smo govorili. Enkrat smo imeli malo bolj razvoj popularne glasbe, enkrat malo bolj jazzovsko področje. Kakorkoli, reakcije teh otrok so izjemne. Mogoče lahko poiščete na Facebooku, mislim, da je objava, ko so oni posneli, kak drvi množica otrok na oder, ko smo igrali We Will Rock You. Otrokom se je zmešalo od sreče. Pa smo tako predstavljali različne popularne skladbe z različnih zvrsti popularne glasbe. Kakorkoli, to ni samo delo šole in pedagogov, definitivno je. To je delo tudi staršev, približati otroku, jih peljati na koncert, konec koncev vzeti s sabo, če je ura dovolj normalna, na nek dober koncert, ne samo na neko dobro predstavo, gledališče. Največji problem pa za mogoče malo manj mlade, za te, ki pa že sami lahko obiskujejo koncerte, bi pa jaz rekla, da je zdaj trenutno sami prostori, ne glede na zdaj COVID in vse ostalo, ampak ravno to, cel kup prostorov je zamrlo na različnih področjih, z našega, mogoče malo bolj jazzovskega področja, je trenutno stanje kar katastrofalno, bi jaz rekla. Ker odkar jaz spremljam mariborsko jazz sceno, za mlade še nikoli ni bilo tako ničesar za njihovo sodelovanje in razvoj. Ne govorim samo o tem, da bi marsikdo od njih se sam dobiva, nastali so čudoviti projekti. Podmladka, ki je hodil tudi k nam na ure ali pa nekim alternativnim šolam, če se že o vzgoji in izobraževanju pogovarjamo, mladih, vseh teh, ki ste jih že našteli in vseh ostalih še so odlični, so ogromno jih je, Hauptmann, da sam mogoče njega izpostavim, ki ga vrtijo na marsikaterem radiju. Tudi, ko si govoril o radijskih postajah, tudi na nacionalni radiji so tisti, ki so malo spremenili uredništvo, vrtijo zelo kvalitetno glasbo, dajejo priložnost, ampak ker je tega res ogromno, bi moralo že lokalno v Mariboru biti nekaj, kjer lahko ti živo vse spoznaš, pa spodbudiš, pa vpelješ vse te ljudi. Na jazzovskem področju pa izjemnega pomena, da oni lahko skupaj muzicirajo,
slišijo tudi starejše, tudi tisti, ki smo že nekaj dali skozi, si želimo tu in tam iti, kdaj na kak session zaigrati s svojimi prijatelji, sploh pa tudi slišati mlajše in tako nastaja neka scena. To je vedno bilo, dostikrat v Sačmu, kasneje tudi marsikje drugje. V Trincu, zunanje Modro, mislim, da je tako, tudi tam na so bili, primer. ne? Mladi, ki so sedaj se zelo dobro zaktivirali, so ti, ki so nekako se povezali v Lača, festival urbane kulture, kako se že imenuje? Lača, ja. Festival urbane kulture, tako sem rekla prav. To je na primer ena skupina mladih ljudi, ki se zaveda, da je treba se povezati, ne glede na vse, pritegnili so ogromno vrstnikov ali pa tudi malo starejše in raznolike publike, ampak te stvari morajo biti prepoznane, dovolj podprte strani financ, predvsem pa rabimo koncertne prostore v Mariboru take, da bo tudi še več ljudi, ko se nekaj zgodi, prišlo. Štuk, včasih smo hodili na Štuk na koncerte, hodili smo vse posod na raznolike koncerte. Pekarna je bila žanrsko zelo, zelo raznolika. Vrnil bi se spet k glasbenim okoljem v mestu, kjer se v bistvu glasba lahko producira. Ne? Iščemo različne žanre, ki nagovarjajo različno publiko, ali je teh žanrov dovolj, oziroma ali je žanri dostikrat izstopajo skozi neke festivale. Ne? Pri festivalih imamo zelo nimamo dosti specializiranih, razen pač klasične glasbe, ali pa Lent festival pa pokriva na nek način celoten spekter glasbene produkcije. Ne? Nimamo pa nekih specializiranih, da bi rekli blues festival, ali pa ne vem, nek rock and roll festival, ali pa imamo elektronski festival elektronske glasbe, ki se dogaja v Rogozih, Hočah. Kdo je zdaj tu tisti, ki bi lahko spodbudil to? Ker publika pa nismo najmanjše mesto, imamo v okolici tudi še kakšna večja mesta, tudi meja je blizu, se bojimo stopiti na to pot, mogoče Ramis, pa mogoče potem Robi? Ja, blizu meje smo to definitivno. Mi ko smo delali, oziroma ko delamo te koncerte, ki presegajo neko lokalno raven, tudi če je to neka subkultura, vidimo, da nimamo težav z pridobivanjem publike iz sosednjih Avstrije, Madžarske in celo iz Italije, pa Hrvaške itak. Tako da to je neki potencial, ki bi ga mogli negovati, ne, na podoben način, kot ga negujejo v Ljubljani, kjer uspejo kot neki center Slovenije, geometrični recimo, uspejo privabiti cele Slovenije, tako bi mi morali regijsko delovati. Tu je seveda potrebna neka podpora, tako promocijska kot logistična, nekega javnega sektora, po mojem. In tu pridemo potem mogoče do nekih razpisov, pa to sem hotel nekam vklopiti. Ta del, ki ga bom zdaj povedal, samo to neko vprašanje, pa ga bom kar tu zdaj navrgal. Je se super. Ker se približujem v koncu. Ampak recimo razpisna financiranja so v glavnem usmerjena v neke reference. Ne? Vsi rabijo reference. Ne? Saj en umetnik sploh ne more priti do referenc, nekako ne vem, kako naj pride do referenc, ne? Ful rabi časa. Ne? V Mariboru, če bi Michelangela vrgel, razumeš, ne bi uspel, ker nima referenc dovolj, dokler še ni bil ful prepoznan. Ne? In ne vem, mene čudi, ne, to, da vse posod, če pogledaš vse razpise, tako na državnem kot na lokalnem nivoju, ne, referenčnost nastopajoči, referenčnost to, ne. Kaj pa mislim, pol pa prideš do enega benda iz Rač, Loslo, ali kako se jim že reče, razumeš, ko so tako vtrgani, da oni nimajo nobenih referenc, ampak so 5 komadov naredili, imajo 5 takih komadov, da samo gledaš, ne, pa gledaš, kaj te to, v kateri žanr naj to umestim, ker ne moreš enostavno, ne, ker je to prišlo iz neke garaže, iz nekih idej in za mene imajo največje reference, ker so drugačni od vseh ostalih, ne. In take prepoznavati, se pravi prepoznavati potenciale, ne, prepoznavati potenciale, jih nagraditi, jih spodbujati, ne. To je tisto, kar je pač naloga, se mi zdi, nekega javnega sektora. In če se zdaj vrnemo nazaj na tvoje vprašanje, ne, se mi zdi, da bi javni zavodi
bi se morali, ne vem, določen procent, večji procent mogoče kot doslej, ali pa javni sektor, ali pa razpisi, ali karkoli, bi morali ravno biti namenjeni servisiranju teh potencialov, prepoznavati jih, servisirati jih, spodbujati. Ne? To se mi zdi en dober način. To je tudi neko spodbujanje inovativnosti, ne? Ali pa točno nek to, način, ne? Ker to je tisto, kar se Nove dogaja produkcije. tako v tujini, kot doma, če že govorimo o kulturni industriji, ne? To je tisto, kar največ šteje, nekaj avtohtonega, ne? Tisto, kar nekako v neko okolje, lahko rečeš, mater, to pa od tam prihaja in ne more od nikoder drugod, ker je tam nastalo. Ne? Zdaj, boš ti še Robi povedal, kam ti pelješ svoje bende naj igrajo, recimo v Mariboru? Če bi lahko to nadaljevanje, pa samo dodam pri Rabizu, to suportiranje na podlagi razpisa, ne se preveč fokusira v to, kar je že rekel, torej v umetnike, ki že imajo nekaj za sabo, da sploh lahko kandidira na razpisu, drugače niti ne more, ker nima kaj še pokazati. Ne. Mislim, bi dosti teh razpisov moralo iti tudi v smeri supporta in sicer supporta showcase-ov. To pomeni, da bi v bistvu, recimo mene kot Roberta Novaka, ki imam agencijo Gažo, kjer bi kandidiral za nek denar, da bi naredil lahko nek showcase, totalno neprofitabilen, ravno s takimi izvajalci, ki nimajo možnosti nikjer igrati. To pomeni za organizacijo. Torej namenijo nek denar, grem v prostor, ga najamem, naredim celo zadevo in to je to. In potem na tak način bi naredili dosti več za to, kot pa da pač razdelijo sredstva, vse super naredijo pa neke projekte, ki pa ostanejo nekje, nič se ne zgodi z njimi, nikamor ven ne pride, ravno zaradi tega ni teh možnosti. Mogoče pa je treba narediti showcase v smislu po zgledu Menta za različne žanre, ali pa za en žanr, ali pa za bende specifične, ne rabimo zdaj mednarodni, ne, se konec koncev gre za to, da se producira lokalnega, na začetku, recimo regionalnega, ni problema, pa to so kar visoka sredstva, ti sam veš, Ramis, ne, da organiziraš nek event, kaj vse moraš plačati, ne, od Sazesa do rešilcev, do prijave, do prostora najema, do ozvočenja, do vseh teh stvari. Če nimaš, da ne prodajaš nekaj, da se s tem to povrneš, pokriješ pijačo, karkoli, ne, enostavno ne gre, ne. Torej, tu bi moral biti nek support. Tu bi pač nek support mogel zastopiti. Točno tak, ne, namenski denar, reče se, ok, dajmo 20 € za festival, takšen showcase, naredite, ne. Ja, vse se bomo znašli, bomo še imeli nekaj zraven, bomo naredili, bo neka minimalna stotina, da bomo lahko še naredili, ne rabite vsega pokriti, ne, ampak dajte vse štartno osnovo, ne, ker drugače je to čist neprofitabilno, ne moreš svojega žepa to dati, kaj... Dajte vse rešilce. Ja, tako je, dajte vse rešilce. Ne, ampak recimo, ne vem, zdaj, ko si začel s tem, ne, to je definitivno realna stvar, ki bi jo lahko eventualno tudi konec koncev več takih kot si ti združilo Glas podzemlja, kakorkoli povezali in nekaj čim bom rekel, povzdignili, mogoče to lokalno produkcijo glasbe, ne? Ampak recimo praksa v tujini, ali pa je to samo iz filmov, ali pa je to samo iz tega, kar smo pač opažali na potovanjih, zagotovo je en del tega vališča nekih bendov so pač lokali. Se pravi, ta simbioza med gostinstvom, glasbo, se pravi, neka prizorišča, ki so, bom rekel, bari, lokali, kjer dejansko neki novi bendi imajo priložnost mogoče za nič ali pa za nekaj malega denarja igrati in sproducirati in mogoče na nekaj način odskočiti. Tega recimo nimamo tu. Ne? Tega recimo jaz ne opazim, pa imamo še kar nekaj lokalov, ampak kot pogosto rečem, če lahko jazz koncerte delajo v Sax Pubu v Ljubljani, potem jih lahko povsod. Ne? Ja, pa v Prulčku, naprimer, pa še kjer bi se našel. No, se pravi, govorimo o lokacijah, pa o velikosti lokalov, se pravi, če se tam lahko to zgodi, pa je vsako sredo koncert, se pravi, da je neka perioda, potem se lahko naredi v vsakem lokalu. Zakaj se tega ne zgodi v Mariboru? Zakaj se to ne zgodi v Mariboru? Jaz mislim, da je to, kar sem čisto na začetku že povedala, da je Maribor tako strašno mesto, kjer vse to, o čemer se pogovarjamo, to je zelo živa stvar. Pa spet nekaj nastane, pa spet kar zgine. Zelo prehodno je.
tisti, ki imajo čas hoditi v sredo zvečer na koncert. Ja, govorimo tudi o študentih, govorimo tudi o nekih mladih intelektualcih, recimo, ali pa ne vem, nekom, ki... Ja, ampak ti pridejo, morda grejo, morda so študenti od drugod, ki so v času študija obiskovali v Mariboru koncerte, potem se odselijo ali pa ustvarijo družine, ali pa ne. Veš, vsi tisti, s katerimi sem jaz jih srečevala sredi tedna na koncertih, mogoče 10% tistih srečam zdaj sredi tedna na koncertih, pa ne samo to, tudi jaz sama ne hodim sredi tedna več na koncert, ker enostavno nimam časa. 100.000 ljudi ni tako malo, po drugi strani pa je za ene specifične žanre, ki mogoče nimajo neke širše publike. Jaz vem, da ko grem poleti čez Poštno ulico ali pa čez center mesta ali pa čez Lent, tudi takrat, ko ni Lent festivala, je tukaj ogromno ljudi, ki se zabava. Spremenilo se je tudi to, kaj oblika zabave sploh pomeni. Ampak to mislim, da je celotno okolje, je eno z drugim. Da je kultura tega, da greš na koncert, da plačaš karto, da ti ni problem dati 10 evrov za eno karto za koncert, kar je včasih strašna groza in strah. Nekje pustiti ne vem koliko denarja za hrano, pijačo, ali pa plačati strašno drago karto za kino, ali pa, ne vem, saj razumete, o čem govorim. Že ta način, ne vem, kje je tisto, kar bi to moralo vzgajati pa spodbujati, ampak mislim, da bi se morali čisto vsi in tisti, ki so lastniki lokalov, tisti, ki delajo program, tisti, ki oddajajo prostore, tisti, ki sofinancirajo vse te in tiste, ki delajo program in tiste, ki izvajajo in tako naprej, da bi vsi se morali zavedati, da je treba sproti te generacije nekako vzgajati, jih ozaveščati, jim pokazati stvari, pa spodbujati, da so del tega, ali kot izvajalci, ali pa konec koncev kot poslušalci. Lahko mi damo glasbenikom ne vem kaj vse, studije, place, ne vem kaj vse, če ne bojo imeli publike, bojo vse posod drugod poznali, tako kot se za marsikaterimi mariborskimi ali pa bendi, v katerih Mariborčani nastopajo, se dogaja, da so, ne, smo o tem že tudi danes govorili. To je tisto, kar si prej vprašal, ne? V bistvu se lažje prodajajo mariborski bendi, ne zdaj govorim ne v takih hudi množini, ampak teh par, kar sem jih naštel, druge. Mi imamo dva trga glasbena v Sloveniji, ne? En je državni, en je pa privatni sektor. Ne? Privatni sektor so gostinci v glavnem, ne? In lokali in dvorane takšnih in drugačnih tipov. Še več tega bolj dvoranskega sektora je pa na državni ravni, to so pa občine, turistična društva, razni javni zavodi, ki imajo namenski denar, ki ga morajo na letni ravni pokuriti za neke stvari. Ne? In pri teh, torej državnih, še pridejo kje na vrsto to vrstni projekti, ne? Ki so malo drugega ranga, manj popularni, manj komercialni, manj folka pride na neko prireditev zaradi njih, ne? To pomeni, da in potem v Velenju povabijo Leonard, recimo, ne? V Idrijo povabijo Alostarje, ne? Torej so prepoznavni tudi izven naših regionalnih meja, le tu ne morejo igrati, če pa že pa, tako smo rekli, po možnosti zastojn, pa tam nekje, ne na nekih večjih prireditvah, ki jih Maribor gosti in tako naprej, ne? Tu mislim, da je ta problem, da se ali se sramujemo, ali ni nikoli dovolj dobro, dokler se ne dokažeš prek Trojan, ali ne vem, Če pa niti večjega odra ni. Ja, saj pa infrastruktura ni. Se ni večjega odra, kam razen festival Lent, kjer seveda vsi ti tudi imajo priložnost vsake toliko nastopiti. Ampak greš vsake toliko, ja? Ja, no, ja. Ne, saj veš na enem festivalu, zdaj smo pa vsi, vsako leto nismo vsi na vsakem festivalu. Hvala Bogu, Ampak en srednje velik prostor, kjer lahko ti različne zvrsti predstaviš kot en koncert za popularno zasedbo, jo dobro oglašuješ in pritegneš ljudi, kam? Ampak to, ravno to sem hotel že prej dodati, bom zelo hiter, ne, mislim, da se tista zgodba, ko se oni ugotavlja, ne, da ni več tega, kar smo včasih hodili, pa je bil koncert, pa smo vsi šli, kar je bil, tako si tudi ti rekel, ne, in to se ne več vrnilo, to je definitivno mimo, ne. Ja, to dogajanje se je zdaj preselilo na vas. Pazi, zdaj imaš na malo večjih vaseh, imaš dvorane za 300, 400, 500 ljudi poštimane, imaš neki zavod turistični, imaš 2-3 ženske zaposlene, ki to furajo, recimo Žička Kartuzija, iz knjižnice delajo iz Slovenskih Konjic,
delajo take koncerte, Džibonija, nema šta nema, plus tega, iz tega denarja kot to, ker je pa seveda še vedno knjižnica neprofitabilna, ne, pa potem suportirajo manjše projekte, ki potem v dvorani izvajajo noter in tak naprej. To je to, torej, da je neka ta poltržna, netržna dejavnost, da na nek način te inštitucije vlagajo potem tisti denar, ki ga na trgu zaslužijo naprej za take stvari. Ne. To je nek model, ki se mi zdi, da bi lahko bil, kdo bi pa to Mariboru delal, pa zdaj ne vem. Pa kje? To povezano, to z klubi, pa vsem tem, ne vem, koliko sem jaz dosti v teh starih klubih doživel samo preko nekih zgodbic, pa to ne. Da so bile včasih neke zadeve, malo lažje mogoče rečem to, legendarne. Ne? In edine so ponujale zopet, ne, pač muziko ali onako, ovako, in so normalno, da tja šli, ne. Danes pa se mi zdi, da je fokus itak, ne, smo mogoče pa se res srečni, ne vem, da tako je vsakega, ki bom rekel pade na muziko, pade na to neka, na čustva, ne, ker normalno, da kuca v vsakem primeru na čustva, pa da ga ne na nekam drugam potegne, no, v končni fazi, ker je tudi pač glasba nas druži, pa da izboljšuje kvaliteto življenja v vsakem primeru. Ne vem, mogoče res, pa zopet ne, se čaka 10-15 čaka, ali pa jih je mogoče, ne vem, treba počasi vzgojiti nekih ljudi, ki bojo pač ufurali en plac, ne, ena ekipa, kolegov, prijatelj, ne vem, mogoče je to samo pač tako... Mogoče je to Glas podzemlja, ko lahko mogoče kakšne iniciative požene, ne? Zdaj, ja, tudi, ja, ne. Jaz mislim, da se pri nas opet dogaja, ne, to, da jih je že, ne vem, polovica otroke dobilo, ne. No dobro, je zopet fokus druge, ne. Pa menjava generacija, kako se pa Glas nad zemlja, ne, bo se neko dvorano šli, pa na Katarina, ne zalafali. Danes pa smo bili na neki točki, kjer smo hoteli priti do svojega kluba, ker smo hoteli delati zadeve zunaj, vse smo jih zunaj, ne, v bistvu naš, ne vem, nekak koncept je bil ta, da smo pač gostovali pri različnih, ne vem, tam, zdaj nismo imeli neki... Nismo imeli neki, plača podobna varianta zdaj, ne, nismo imeli nekih problemov, da bi bili skregani z, ne vem, tako je pač v našem mestu, bom rekel včasih pač navada, ne, da se mogoče neke zadeve pač se ljudje tudi, bom rekel, težje vidijo med sabo, no, ampak hoteli smo iti, ne, pač da res imaš tisto, ne vem, svoj šank, pa to, da lahko plačam glasbenika, ne. Tu v končni fazi smo marsikdaj preletelo iz našega žepa, tudi ono, ko ga ne moraš gledati tam preden gre domov, ne, pa mu daš za tiste neke potne ali ne vem, nekaj. Dejansko pač ja, ne, v prvi fazi, da je tudi glasbenik pač plačan, ne, oziroma gaža, tisto, ne. Da ga ne izkoriščaš, ker ne vsakič, ko ne vem, pol nekoga, pa ne moreš mu dati, sem jaz imel občutek, da ga izkoriščam. Veš, kak je na trgu, je zadeva zelo preprosta, ne, če te nihče noče, tudi da zastojn ne boš igral, ne, če te hoče, te bo tudi plačal. Tak pač je, tako izkušnjo imam jaz pri sebi, tudi ko ponuješ potem takšne projekte drugim organizatorjem, ne, pa joj, pa to ne bo, pa ne, pa imam tudi domače, ko bi prišli zastojn, pa ne. Pa je tudi 300 € težko dati, ne, tudi 400 € težko dati, ko ni noben denar, ne. Enostavno ne, dokler ne prije do tiste točke, ne, da je pa zdaj število gledano na YouTube pa že naraslo na neki tak faktor, ne, da se ga pol omenja že v širšem smislu popaja, ne, pol se pa da, ne, to je točka preloma, ne. Do 500 € pa ti benda ne moraš skoraj nikjer prodati, ne, pa naj še ima tako dobro glasbo, ne, če ni tega popular demanda, ne. Jaz bi še nekaj samo povedal, kar je treba, malo smo zdaj že šli, malo preč nekaj. Jaz sem zdaj mislil v bistvu predvsem vse te ovire, ki ste jih zdaj omenjali, mogoče za neko sklepno misel, povzamite mogoče, kje vidite pa priložnosti, ne, se pravi, mogoče Rami si ti začni, kje so take priložnosti, da Maribor postane bolj glasbeno mesto v tem smislu in z vidika publike, in z vidika žanrov, in z vidika nekih okolij, ne? Kje ti vidiš tisti, recimo ti si že tisti, ki imaš nek vpliv na produkcijo glasbe, zato ker pač delaš ali produciraš koncerte, ali imaš svoje lokacije in vsak na nek način sam pri sebi pomisli, kje je ta moment, ki bi lahko te ovire, ki ste jih omenjali, ne, ali je to manjko publika, ali je to nezainteresiranost, da bi se jih prešlo, ne.
Mislim, pač moramo vedeti, da v Mariboru je tudi precej malo denarja. Ta publika, ki bi naj hodila na koncerte, nima ful denarja. No. Brezposelnost v Mariboru je precej visoka, prekernost je velika in pač ni denarja za visoke stopnine in to se bomo mogli pač navaditi in prilagoditi temu. Ne. Zdaj, mogoče je res, glede na to, da se ravno dela kulturna strategija, v Mariboru mogoče je to trenutek, ko bi morali tudi neko pobudo dati organizatorji, ki še nismo nekako bili poklicani k pogovoru o tem, kako bi te stvari rešili, ker tudi zelo kvalitetni dogodki, ki so brezplačni v mestu, so dobro obiskani, ki niso popularni, pa mainstream, pa neko nabijanje prazno, ne vem, dober primer je Jazz Mlade, recimo, ne, in podobni projekti, tudi recimo Lent festival, Jazz Lent, recimo, je ena masa folka, ki se hoče ušunjati na neke prireditve, ne. To je dober znak, ne, to je dober znak, ker je znak, da nimajo denarja, ampak bi radi prišli, ne. Prav bi se mi zdi morali organizatorji malo znižati ograje, da bi ljudje lahko preskakovali preko tistih, ki nimajo denarja, ne. Ker tak bi nekako dobili to dodatno publiko, tak bi neki socialni korektiv naredili, ki pa ga zares, ne, če se resno pogovarjamo, bi ga pa res pričakoval mogoče od občine ali od kogarkoli, ne nazadnje mogoče te male organizatorje motivirati z kakim, tako ste rekli, da jim SAZA splača ali pa da se na nekem občinskem nivoju dogovori nekakva pogodba. Varnostne službe recimo so drage za te majhne projekte, ne. Ne vem, narediš projekt, pol pa varnostnikom moraš dati, ne vem, 300 evrov, ne. Pa rečeš, bendu, mater, ravno 300 smo zbrali, ne. Kaj zdaj, mislim, res je kot organizatorju bed in bolj včasih raje ga zavrneš, sploh ne delaš projekta, čeprav veš, da bi prišlo mogoče 50 ali 100 ljudi, ne, kar ni tako slabo za nek taki mali dogodek, ne. Ampak ga ne moš narediti, ker je pač ta zakon o zasebnem varovanju in podobno, vse ne bremze slovenske kulture, se mi zdi, pa razvoja, ne. No, to se mi zdi recimo pač nekaj stvari, ki si jih pač naštel. Vse skupaj vzamem, ne, je v bistvu ful dosti dogaja, no, pa bi rekel, da je Maribor glasbeno mesto, no, gled tu kar za vogalom, eni kukajo, že glasbeniki, pa to veš, vse posod kjerkoli pomislim, iz katerega koli žanra, ne, najdem enih par ful močnih izvajalcev, umetnikov, ki delujejo vsak na svojem področju, ne, pa tudi elektronska glasba še sploh nismo omenili, ne, ki so tukaj od Rikija do ne vem, enih par močnih producentov v mestu. Tudi festival mason, konec koncev. Jaz recimo zdaj sredi teh pogojev, ko je bilo treba PCT pa to upoštevati, vem, da je bil za 31. oktobra na Štuku tam Midnight Resurrection, ko ga dela Riki, pa je bilo, ne vem, 800-900 ljudi, vsi plačali karte pa to, ne. Čudovito, mislim, noro, pa to vem, da je dober projekt, to ni kar nekaj, ne. Tako da, ja, mislim, jaz bi rekel, da je ful dobro, ta socialni korektiv pa bi morali nekako malo načrtovati in ga spodbujati in ga zafilati na nek način. Na strani publike. Ker še enkrat, vem, da je slabo delati brezplačne dogodke ali pa poceni dogodke, slabo je za neko vzgojo, ampak žal je situacija taka, da pač žal je manj denarja v mestu in ne moreš to primerjati z neko Ljubljano, z Gradcem, z nekimi mesti, je ga manj. In če hočejo, ne vem, ker nek Mariborčan, ki posluša, ne vem, metal glasbo in bo v Gradcu, ne vem, Rammsteini, ne, on bo tistih 120-150 evrov bo dal za te Rammsteine, ker so mu ful pomembni, ne, in bo šel na ta koncert, ne, in mu bo zmanjkalo za podporo lokalni sceni. Pa jo srčno rad podpira, jaz vem, ker jih poznam, jaz poznam vsakega skoraj iz te scene, ne, iz regije, in vem, da bi rad dal, ampak pač enostavno zmanjka, ne. Tako da, ja. Ana, prosim še ti, sklepno misel, mogoče kakšne rešitve, ki jih ti vidiš za to mesto? Jaz bi mogoče k temu dodala, se absolutno strenjam s tem, kar je Ramis rekel, ampak mogoče pa eno splošno kulturo, tako širše gledano, poslušanja glasbe, obiskovanja dogodkov, vrednotenja, pomena umetnosti na splošno v življenju ljudi, da mogoče bi to z nekim povezovanjem vseh teh naštetih, o katerih smo govorili,
pa nekem strukturiranem planu razvoja v mestu, da v bistvu potrebujemo ravno to. Izjemno dosti vrhunskih glasbenikov na vseh mogočih področjih imamo ali v Mariboru ali pa izhajajo iz Maribora. In tako kot smo ponosni na vsakega športnika, ki nekaj doseže, pa ne me narobe razumeti, zelo cenim in podpiram vsak dober razvoj na vseh področjih, ampak če bi se Mariborčani ali pa Slovenija nasploh zavedala, na kako visokem nivoju se marsikaj pri nas že dogaja na različnih področjih glasbe. Mogoče nekako z eno pomočjo in finančno, z eno dobro vzgojo, z vseh strani in v šolah, tako kot doma, z nekim medsebojnim podpiranjem, tako kot smo se pogovarjali, da grejo sošolci na koncert prijatelja, ki ima band, in potem tudi malo naprej, nekako nasplošno iti ven in podpreti, doživeti nekaj, ne samo iti na pijačo, iti ven in nekaj doživeti. Vse to skupaj bi z dobrim načrtovanjem in z dobro podporo in seveda s kakim še malo bolj primernim koncertnim prostorom v Mariboru lahko naredilo še eno stopničko više in veliko spremembo, ki bi lahko pritegnila tudi ne samo Mariborčane, ampak ljudi od vse povsod. Se pravi, nek strateški pristop, malo bolj načrtovanje, pa povezovati pa upoštevanje vseh vidikov. Povezovati se. Tako je. Mogoče samo eno repliko, mislim, ne repliko, med tednom koncerti, meni se zdi, da v Ljubljani to tako lepo ofa, točno se začnejo in folk tudi zaradi tega pride med tednom na koncert, ker se točno začne, ker vejo, drugo jutro delam, in če koncertu boste, ni dobenega, bom rekel, zavlačevanja ali bilo kaj. Veš, kolikokrat sem prišla na koncert, pa so mi rekli, če še lahko malo počakamo, ker je premalo ljudi. Veš, to je eno z drugim, ne? Potem pa od publike poslušaš, kaj ste pa začeli 1 uro kasneje, a ste bili normalni, ne? Ja, ne. Še bolje kar... o tem se da. To so vse stvari, ki vplivajo. To je vse povezano, to vse vpliva. Jaz vidim strateško povezovanje, predvsem v smislu neke vrste javno-zasebnega partnerstva, ki bi ga občina naj omogočila, predvsem organizatorjem, voljnim delati takšne projekte in omogočiti to vrstnim izvajalcem, da sploh lahko nastopijo. Dokler ne bo tega, se čisto iz ekonomskega vidika, tako že rani se rekel, ti da štartaš v klubu nek koncert, moraš imeti 400 € za SAZAS, za ozvočevalca, za neke stvari, za varnostnika, za karkoli, predni si karkoli zasluži. In vedno moraš to zaslužiti, da si sploh pokriješ, kaj še veš, kaj zasluži. Zdaj, če gostinstvo tega živi, seveda tega ne bo počel. Zato pravim, da bi moral biti ta državni sektor, ki pokriva to področje po celotni Sloveniji. Torej, društva, zavodi javni, ki se s tem ukvarjajo, turistični, kakršnikoli že pač, bi morali omogočati ali na podlagi javnih razpisov, ne vem kakšnikoli že pač instrumentov, to možnost, ker sami niso zmožni tega delati, ker ne poznajo scene, ker tudi ne vejo, kako bi se takega posla lotili. Torej bi morali dati priložnost ljudem, ki to znamo in znajo in omogočiti organizacije. Pač seveda določiš neke kriterije, karkoli v okviru tega, pa naredite zdaj nek dogodek, pa pogoje, da so bendi iz Mariborske regije. Super, pa bomo šli to narediti, Ampak oni morajo dati pobudo in tudi neka določena sredstva, ker to so v bistvu čisto neprofitabilne zadeve. Če hočemo vse to početi, kar je Ana rekla in vsi ostali, potem rabiš nek support in vsak support pomeni danes kapital, tak pač je. Kot poslušalec se pač pustiti, presenetiti pa iti, Ker se pač lahko, mislim, to nekaj, ker se takoj se mi zdi, da neko blokado, glede vseh teh zadev, ki nas danes obdajajo, pa kričijo na nas, si pol že neko film v glavi, samo iti tja, si naroči tisti špricer po kratkega, pa se pusti presenetiti, pa uživati. To je super zaključna misel. Jaz tudi pričakujem od Glasa podzemlja, da bo mogoče še kako pobudo dal. Sicer pa se vsem sogovornikom zahvaljujem za to debato, ki jo bomo nadaljevali še neformalno naprej.
Še enkrat se zahvaljujem in vas pozdravljam iz Mariborskega regional special dogodka, ki je izveden v koprodukciji Centra za kreativnost in Sigica. Projekt je sofinanciral Evropska unija in Vlada Republike Slovenije. Hvala lepa.